Živjo! Spet je čas, da vam predstavim eno lepo, moderno vrtno hiško. In sicer ta vlog bo vseboval, se pravi, dve reference. Ta je ta prva, zato da vam predstavim razliko, kako izgledajo recimo vrata oziroma detajli iz sibirskega macesna, če je naraven, in kako izgleda, če ga oljimo v sivo. To bo pa naslednja, tako da ostanite z mano. Sicer je pa to ena lepa skladiščna hiška, sicer tudi zelo velika, noter je, se pravi, cirka 4x4 metre, se pravi, imamo skladiščnega prostora več kot 15 kvadratov, no in vedite, da kakorkoli imate veliko hiško, je vedno polna, samo malo se prestavi meja, kaj vržete stran, kaj pa pustite noter, no, ampak do zdaj še nisem videl prazne. Je pa tukaj še en lep mini prostorček za usesti, zdaj je že lepo tukaj senca pada, tako da je čisto prijetno tukaj bivati, se usesti, spiti eno kavico, mogoče po tistem, ko delate na vrtu, ker tukaj vidim, da so na vrtu ljudje ful aktivni in to je pač tak en mini kotiček zraven za eno pauzico narediti. Tako da evo, to je to. Se vidimo na naslednji lokaciji. No, to je pa ta druga hiška, ki bi jo rad predstavil. In večkrat rečem, da tudi dve nista enake, da ima vsaka kakšne svoje posebnosti in tukaj ni nič drugače. Zanimiva kombinacija je sibirski macesen oljen v sivo in z letvicami obrnjenimi pokončno. To je zato, da dosežemo še malo bolj moderen videz. Tiste horizontalne so mogoče zdaj že res malo bolj stvar tradicije pa preteklosti in s pokončnimi pa še vedno lovimo moderne linije. Klasična skladiščna hiška, sicer tukaj smo tudi dali odtenek fasade malo bolj bež, da se ujema s stanovanjsko hišo. In tukaj pod napuščem, se pravi za tole steno, je pa prostor za smetnjake. Se pravi tako, da se iz dvorišča, ko pogledamo tukaj, skoraj ne vidijo, da se zadeva še vedno zrači, pa da je praktično, se pravi, ko pridemo z te strani, primemo, vzamemo, kakorkoli damo noter, je zadeva dostopna tudi za smetarje. In tukaj smo v bistvu maksimalno izkoristili tale prostor, ker je hiška spet postavljena nekako v kot parcele, še vedno imamo tukaj dovolj velik parking in še vedno imamo tamle čist nek tak dovolj velik prost prehod do vrta oziroma terase. Tako da, evo, to je to. Preden zapustim tole dobro družbo, bi se vam rad zahvalil za to, da nas spremljate, da nam sledite, da nas podpirate in se vidimo ponovno čez 2 tedna. Čau.